sive celice v glavi. Andrej Šifrer je svojo glasbo prepotoval svet. Skozi vso kariero je podiral rekorde pri prodaji kaset in plošč. Posnel je 21 albumov, naslov zadnjega, s katerim ima letos turnejo po Sloveniji, je 40 let norosti. Posnel ga je v Kaliforniji. Ja, 40 let je minilo, kad bi tlesknil z prsti, ne? Ampak jaz sem bil kuhan in pečen v 80-ih letih na Štajerskem, Prekmurje, Prlekija, zelo velik. Se pravim, glavna zasluga se mi zdi tukaj, da gre Mišotu Helblu, ki je bil DJ na Fontani in je nekako Šifrerjevo ploščo vrtel, preden sva se mi poznala. Ne. Jaz drugega ne znam delati, veste, ker jaz sem sicer diplomirani pravnik, ampak poklicni tisto, za kar se izšolaš, ampak tisto, za kar si poklican. In zgleda, da mene skozi kličejo nekaj že 40 let. In s tem se ukvarjam. Naslovi, ja, so pa, če gledam pesmi, ki jih je čez 160 posnetih pesmi, to so v resnici moj dnevnik. Začetki njegove glasbene kariere so bili, tako se spominja, zelo burni. Ko je ta uspeh tako kruto prekinil moj načrt, da bom čist navaden človek, so bile zmage in porazi, v vrtinec me je vlekel tok. Stvari so mi ušle iz rok. In tistih prvih 5-6 let dejansko sem imel zelo čudno življenje. Ampak potem pa 7 let nisem nič snemal. Jaz sem čakal, da se spet, ker nisem hotel na silo, nisem hotel nekaj, kar ni pristno. In od nove pravljice za otroke in upokojence, odkoder prihaja Ostani z nami, pa do Hiti počasi, je 7 let. Na zadnjem albumu Šifrer sodeluje z mlado generacijo slovenskih glasbenikov, in sicer z reperjema Trkajem in Nipkejem, s katerima, pravi, so se takoj začutili in vzpostavili medsebojno občudovanje in spoštovanje. Stvar je v tem, da so oni nekako prevzeli baklo od nas, ki smo pisali, ki smo vse dali na tekste. To se pravi, da smo sporočali nekaj, kar se okrog nas dogaja. Andrej Šifrer je avtor vseh besedil na svojih albumih. Njegove pesmi so tako rekoč ponarodile. Katere pa bodo največje uspešnice, pa ni nikoli vedel. Ne, nikoli ne veš, da pišeš pesem, ki bo uspešna. Recimo, ko je Patrik Greblo, dirigent, delal aranžmaje za moj majhen ansambel imenovan Šlafrok, tam 98. Je rekel, da bomo pa spet naredili slovensko popevko, ti imaš pa ene par novih komadov. Je pa, kjer bi bil pa moj za slovensko popevko? Je rekel, ja, tale se mi zdi, da je za prijatelje, da bi bila fajn. Sem rekel, dej, no to pa res brez veze, ne moreš, to ni popevka. Pojma nisem imel. Nekdo drug je pa to slišal nekaj več. Moji špeli iz planin, pod srcem pustil sem. Šifrer je s pesmimi povedal veliko o sebi in življenju, nekaj pa vendarle ostaja skrivnost. Recimo to, kaj je bilo potem s Špelo iz planin. No, to moram reči, da jih zelo veliko ljudi zanima, ampak to ostaja moja zasebna stvar. O tem se ne pogovarjam in ne izdajam stvari. Sinočni večer na Trgu Levna Štuklja je zaključila mariborska zasedba Bob Rock. Sicer pa so organizatorji vse do konca meseca ob kulinarični ponudbi poskrbeli za res vse glasbene okuse. Posebno vzdušje bo tudi danes. Mariborska čudežna polja, ki bo zagrela ozračje pred nogometno tekmo. Tako da vabljeni vsi, ki ne boste dobili karte, ker verjamem, da bo stadion poln, ste vsi vljudno vabljeni na tale naš trg ob 21. uri, oziroma malo pred tekmo pridite reše na čudežna polja. Kaj se tiče večjih koncertov, bi omenil Tabu, potem Crna jabolka, rečemo Ribja čorba, za božično noč bo seveda z nami Pop Design. Na Kotaru tako bi moramo omeniti Siddharto, ki smo težko dobili za ta čas, ampak bo. Potem za novoletni koncert pa bo z nami Tanja Žagar in Roktorsi.
kar vse Mariborčane trenutno zanima je, če bo ognjemet ali ne bo, jaz sem 99% da bo. Torej v 21. decembra se obeta tudi v hiši Stare trte prijeten večer, in sicer v naši družbi bo poznavalka vina in žganih pijač gospa Majda Debevc, predstavila pa nam bo francoske šampance. Tako da so vsi vabljeni tudi na ta prijetni dogodek, ki se obeta. Srečno, ja, seveda vse praznike, kar jih je, ne, to, ker bo Miki je danes po noč, potem Božo je malo kasneje, 25., 24., pa je pa še dedi. Miki, Božo pa dedi.